Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes vam oglašam z avta. Peljem se domov in po poti razmišljam prav o starših. Ne? Po eni strani, kako smo lahko hvaležni tisti, ki jih še vedno imamo, ki so na tej strani mavrice, in po drugi strani, ne glede na to, kaj se je zgodilo, so vedno naši starši. Vedno. Kar vse ostale ljudi lahko nekako zamenjamo v svojem življenju. Ljudje pridejo, grejo, ampak starši in bratje in sestre so pa tisti, ki so. In njih pa ne moramo zamenjati. Dejansko so z nami se rodimo v določeno družino. In prav ta družina, pogosto imamo karmične odnose s svojo primarno družino in če se sprašujete, kaj jaz delam sploh v moji družini, kaj se sploh učim. Včeraj sem dobila eno sporočilo od ene gospe, da ne razume, kakšne karmične vloge imajo v njeni družini, in vam povem, da tudi sama sem se spraševala, kaj jaz delam sploh v tej družini. Zakaj sem se rodila prav v mojo družino, ker sem imela občutek, da nimam nobene skupne stvari. No, danes točno vem, kaj imam skupno, in to je skupna karma. No in zdaj, kaj je ta karma? Čiščenje karme. Karma ni naš slovenski izraz, ampak je iz starodavnega jezika sanskrt. In karmo, kdor verjame v karmo, so sigurno budisti, hinduizem, ta vzhodna kultura verjame v karmo. Karma, dobro vemo, kar rečejo, karma ga je doletela, ali lahko tako govorim, ker mislim, karma ga je zjebala. To pomeni, v našem jeziku, kar daš, se ti povrne. Kar seješ, to žanješ. Ne moreš dobiti drugega. In zdaj, če se vi sprašujete, zakaj v vašem življenju dobivate veliko slabega, zakaj se v vašem življenju dogajajo res slabe stvari, je možno, da ste sejali v enem drugem življenju in v tem življenju žanjete. Nekoč je ena gospa rekla, je rekla, veš, veliko slabih stvari se ji je naredil, od tega, da imajo bolezen v družini, do tega, da ji je hiša zgorela, do tega, da so brez vsega ostali tako parkrat. Je rekla, veš, jaz sem toliko dober človek, da od drugih ljudi predelujem njihovo karmo. Ne gre na ta način, veste. Vsak svojo predeluje. Vsak svojo. In jaz tudi verjamem, da vsak se rodi v tisto okolje, kjer more biti. Recimo, zdaj se peljem iz Medvod proti Škofji Loki, in Škofja Loka vemo, da je eno od najbolj ohranjenih srednjeveških mest. In Škofja Loka je dobesedno obtičala v srednjem veku. In vsi ljudje, ker seveda jaz sem živela v Škofji Loki 33 let, jaz sem v Škofjo Loko hodila v šolo, v srednjo šolo, bila sem v občini Škofja Loka, smo vezani na energijo srednjega veka. Se pravi, takrat se nam je zataknila karma. In še prej, ko sem bila v Škofji Loki, veste, kolikrat je prišla kakšna gospa k meni, ki je rekla, Škofje Loke pa ne maram. Sploh je ne maram, sploh mi ni všeč ta Škofja Loka. Zakaj? Zaradi tega, ker je ogromno, kar sem jaz videla preko teh mojih svetovanj, prav v Škofji Loki je bilo povezano, je bilo v bistvu eno od najbolj brutalnih mučenj srednjega veka. In tudi ta dvoličnost, Škofja Loka, so bili škofje, potem takoj pod gradom noter je Nunski grad. Veliko dvoličnosti, to, kar sem jaz videla, nisem pogledala nobenih zapisov, ampak videla sem, da Puštalski grad, da je bil v bistvu kot nek zapor za prestopnike, sploh mladoletne prestopnike, tako da ogromno slabega se je dogajalo v Škofji Loki. Seveda tudi bil je pa razvoj teh cehovskih
delavnic in tako naprej. Seveda so bili ljudje, ki so bili uspešni, ampak če samo greste brati Visoško kroniko, veste, da Agata je bila obdolžena, da je čarovnica, in če bo utonila, je čarovnica, če ne bo utonila, pomeni, da je ravno tako čarovnica. Ne vas povabim. 14. januarja imam predavanje prav na Visokem, v tem dvorcu Visoko. Bom še posnela kakšen video o tej smeri. Govorili bomo sicer veliko o ta Minkina kuhinja, glikemični indeks, ampak vseeno se bom dotaknila karmičnih vzorcev, ker pač, ja, seveda, dobro je, da dobro jemo, ne? Ampak nič ti ne pomaga dobra hrana, če imaš karmične vzorce. In recimo, en od karmičnih vzorcev je lahko, če ne morete shujšati, da se kar naprej redite, pomeni, da imate lahko zaobljubo iz enega drugega življenja, nikdar več ne bom lačna ali ne bom lačen. In potem sploh recimo, če ste trpeli lakoto in pomanjkanje v času praznikov, če se vsake praznike zredite, je mogoče zadaj neka bolečina, vzorec iz enega drugega življenja, nikdar več za praznike ne bom lačna. Pač to so vzorci, po vzorcih delujemo. No, zdaj pa, če se vrnem nazaj na očeta in mamo. Se pravi, naši starši, kam se zapišejo te energije? Se pravi, oče je korenska čakra. Korenska čakra je povezana s tem, da kako gledamo na sebe. Tako, rabila sem prekiniti, ker sem vmes imela telefonski klic in zdaj razlagam naprej. Začela sem govoriti o tem, o očetu in mami, ne? In ko razumemo, da v bistvu imamo mi karmično vez starši in da smo si mi kot duša izbrali točno ta starša z namenom, da bomo predelali določene lekcije, se pravi, je neka kulisa, ki jo dobimo z družino, najbolj skladna s tem, kar bo naša duša predelala. No in začela sem govoriti o tem, kam se zapisujejo čustva oziroma programi. Oče je korenska čakra. Se pravi, očetova energija je povezana z korensko čakro, ki se nahaja na dnu hrbtenice. In to pomeni, da na dnu hrbtenice tam je tartica. Zdaj pa pomislite, a vas kdaj hrbet boli? A vas kdaj v križu boli? A vas kdaj kolki bolijo? A kdaj težko hodite? In seveda najbolj enostavno je, da vi pogledate bolezni vaših staršev in boste točno vedeli sploh, kje ima ali pa je imel oče težave, tam je sigurno tudi vaš primanjkljaj. Zato, ker mi živimo v tem svetu ogledal in pomeni, da je najbolj enostavno videti svoje starše in za začetek pogledaš, kaj me moti pri mojem očetu. Kaj je tisto pri moji mami, kar bi jaz naredila drugače. In to dejansko naredim pol presem drugače, zato ker je to moj vzorec. No in zdaj, če jaz gledam recimo tisto, kar je pri mojem očetu, bolezni so pljuča, srce, kolki. Kolki premik naprej. In jaz točno vem, da sem imela velike težave s tem, ko sem imela priložnost narediti korak naprej in me je zgrabil strah in vsi programi, kaj bojo ljudje rekli, kaj se bo zgodilo, strah pred neznanim. Enostavno me je parkrat čisto podkopal in sem imela velike težave s križem. To je bilo 10 let nazaj, ko sem bila v času ločevanja. Potem kronična žalost, ki se zapiše na pljuča. Jaz dobro vem, če ne bi delala na sebi, že tako sem imela težave z grlom, z izražanjem kot otroka, ne? Vnete bezgavke, angine, ki so se ponavljale, ponavljajoč kašelj in tako naprej. To je vse povezano, program, požri svoja čustva, potlači svoja čustva, povezano s tem, da žalost me duši.
No, in seveda, najbolj enostavno je pogledati preko težav, ki jih imajo naši starši, in na ta način točno veš, kje imaš sam težavo. No, zdaj pa poglejmo naprej. Recimo, moja mama ima pa sladkorno bolezen, pa težave s ščitnico. In sladkorna bolezen je čustvo zadaj, to je pa program mame, ki je sicer povezan s trebušno slinavko, tudi s popkovno čakro, s popkom, s popkovino, ne? In program mame je pa nič se ne da spremeniti. Tihi obup, oziroma ali pa niti ne toliko tihi obup, ampak obup, razočaranje, nemoč. In po drugi strani ščitnica. Ščitnica pa ne izraža. Ker če bi ščitnica izražala, ne, če bi se izražala skozi svojo, ne, to in to me moti, jaz ta trenutek občutim to in to, potem ščitnica ne začne slabše delovati. Ko pa imamo težave s tem, da ne izražamo svojih čustev, da jih požiramo in vsake toliko časa eksplodiramo, tako kot ekonom lonc, ki je, ne, pod pokrovko noter, v tem primeru potem na dolgi rok začne slabše delovati ščitnica, in ko ščitnica dela narobe, vse deluje narobe. Zdaj se že peljem po Sevški dolini, tako da ja, lepo je tle, ampak po drugi strani sem pa tako rada na Primorskem, tukaj je danes taka visoka oblačnost ali visoka meglenost in je tako turobno, mrzlo, in na Primorskem je sonce in okrog 8 stopinj, tako da je čist druga energija, popolnoma druga energija. No, zdaj pa če gledamo, ne, da vsak svojo družino predeluje neko energijo. Spet zase vem, da ko sem predelala lekcijo odpuščanja, povezana s Škofjo Loko, s primarno družino, ko sem odpustila vsem ljudem, sem lahko naredila korak naprej. Zdaj pa pogledajte pri vas. Zdaj bo novo leto in če si boste pisali cilje, če si boste napisali, kaj si želite v novem letu, mogoče ste v nekem odnosu, ki vas ne zadovoljuje več, kjer vam ne dviga energije, mogoče ste v neki službi, kjer vidite, da samo greste v službo pa rečete, stisnem zobe, se bom zdržala do petka, pa soboto v nedeljo počivate, da vse pridete, potem pa spet greste v službo in tako ne morem več. Se moramo vprašati, a ne, če ne moramo narediti koraka, kaj me zadržuje, kaj je tisto, zaradi česar ne zmorem narediti koraka naprej. In smo spet pri vzorcih. Varnost. Mogoče me zadržuje potreba potem, da se oklepam varnosti, da se oklepam nekega odnosa, da me je nasplošno strah premikov. In seveda vsi smo tisočkrat že to slišali. Edina stalnica v življenju je sprememba. To je vse lepo in prav. Ampak ko pa ti prideš v spremembo, to pa ni več tako enostavno. Mi ljudje ne bi imeli sprememb. Mi ljudje v osnovi sploh ne maramo sprememb. Ne bo po staram. Če bo po staram, bo v redu. A ne? Kako gre? Ja, nekako gre. Saj, če bo po staram, bo v redu. A ne? Ampak stvari se spreminjajo in ker se stvari spreminjajo, stvari ponavadi ne grejo po staram. Ne? Nekdo se rodi, nekdo umre, menjajo se letni časi, menjajo se, vse se menja, a ljudje bi po staram. A ne? In takrat, ko vidite, da bi vi po staram in da pod eni strani pa vaša duša že prav tako ne moram več, vas že želodec boli od tega odnosa, takrat bi dejansko mogli narediti korak naprej. Zdaj pa kam naprej? Včeraj sem govorila z eno mlado punco in pred kratkim je pustila službo, pa ni to moja hčerka, pred kratkim je pustila službo in sedaj študira in se rekla, in kaj boš? Je rekla, ne vem.
razmišljam, da si najdem eno službo od 9 do 5 in da imam tako zagarantirano plačo in je to. Pač preživela bom. Je pa to tisto, kar tebe navdušuje. In je rekla, ne. Je rekel, pa pravic ne vem, kaj me navdušuje. No, zdaj smo pa tam. Kaj nas navdušuje? Kaj tebe navdušuje? In ko gremo v to, se ni treba najti na prvo žogo, kaj mene navdušuje. Kaj mene osrečuje, to lahko mislim, da hitro najdemo. Kaj tebe osrečuje, ki ti tole gledaš? Narava, pohodništvo, nabiranje zelišč, kaj te navdušuje? Delo z ljudmi, vsega nekaj navdušuje. Kaj rada delaš, slikaš. Jaz verjamem, da skozi to, kar mi radi delamo, ali pa skozi naše talente, smo prišli opremljeni v to življenje, da bomo lažje preživeli. Oziroma, to je oprema za preživetje. Zdaj, če jaz sebe gledam, moj največji talent absolutno ni govorjenje. Absolutno ne. Ampak je to stvar, ki jo delam zaradi tega, ker želim preseči neko mojo omejitev, bom tih, se bom skrila, bom neopazna. Moj talent sigurno je pisanje. In skozi pisanje se lažje izražam. Tako da, zdaj delam to, kar je moj talent, se pravi, skozi pisanje se izražam. Po drugi strani pa, moj talent je slikanje. Slikam. Bolj kar je zase, tako načeloma. Zdaj toliko slik v hiši, da že z njimi, da počas bom, razstavo naredila ali pa jih začela prodajati, ampak v vsakem primeru, pač to je nekaj, kar mene osrečuje. Ročna dela. To rada delam. Od nekdaj rada kvačkam, rada štrikam, rada kuham. Od nekdaj rada kuham in rada dobro jem. Se pravi, ko gledaš, kaj rad delaš, to je naša oprema za to življenje. In potem začnite delati več tega, kar radi delate. In ko delamo več tega, kar radi delamo, pomeni, da se bo najdla pot, ki nas bo nahranila. Ki nam bo prinesla dovolj za preživetje. Tako grejo te zadeve. Zdaj mogoče majhen zašla strani mame, pa bolezni, pa tako naprej. Ampak, če se vrnem zdaj na začetek zgodbe o karmi. Se pravi, karma je vzorec. Karma je ponavljanje nekega patenta. Karma pomeni, da je nekaj, kar je zataknjena energija. Pojdimo majhen še na genske bolezni družine. Genske bolezni družine so povezane s tem, zdaj že zavijam in bom zavila za Topolje. Takole. V Sevcih pri cerkvi. Tako. V Sevcih pri cerkvi. Pa 3 kilometre v hrib. Neštetokrat sem to cesto, to pot prehodila peš. Neštetokrat. V srednjo šolo dejansko sem hodila vsako jutro peš do avtobusa, ta prve pol ure dol, ne glede na vreme. Včasih je zapadel sneg in so veje dreves bile tako povešene, da so visele dol na cesto, včasih premočne. In bile so to take zelo lepi spomini. Ravno zdaj za praznike sem otrokom razlagala, kako je bilo, ker smo nekoč, zdaj je seveda asfalt, ampak ko ni bilo asfalta in ko je bila še makadamska cesta, se je cela vas, smo se usedali na plug in s traktorjem se je pač vlekel ta plug in mi smo se peljali v Sevca in nazaj s plugom in smo orali cesto. In potem je bila, ker je bila makadamska cesta, ni bilo toliko
splužen, da bi bil pesek skozi in potem smo se v sevca sankali. In za nazaj, da ni bilo treba pač sanko leči, smo imeli Herbija, Volkswagena in hrošča in je imel take odbijače in moj oče je dovolil, da smo sanke priključali zadaj na odbijač in smo se posankali nazaj domov. So bili lepi spomini. Pač imamo take in drugačne spomine, lepe in manj lepe. In tisti, ki so lepi, nam hranijo našo dušo. In tisti, ki pa niso tako lepi, pa gremo pogledati čustvo zadaj. No, zdaj pa grem na tiste manj lepe. Tudi to sem zadnjič razlagala otrokom. Bila sem v 1. razredu, ko sva z bratom po teh hribih nabrala toliko gob, da sva pač te gobe lističke sva nosila prodajati in sva 15. avgusta, ko je bil kmetijski sejem v Kranju, kupila nova kolesa. Toliko sva zaslužila. Rogova kolesa. Mojega brata je bil modar. In sva bila toliko navdušena nad vožnjo z novimi kolesi, da je mama klicala, da morava priti noter en večer in midva nisva ubogala. In sva se vozila s kolesi in nisva ubogala in sva se vozila in je bila že toliko jezna, da se ji po moje že kadili iz ust, ne iz ust, iz uš. In midva, ko je bila trdna tema, prišla noter in to je bila ura, ne vem, po moje 9, 10 zvečer, kar sva bila pač frajerja. Sva bila pena, ampak ne strani mame, ampak strani očeta. In vem, da moj brat je bolj modar kot jaz. On samo oče se ga je dotaknil, on se je drl, kot da mu je slekel kožo. In jaz sem bila trmasta in nisem hotela jokati, se dreti. Koliko sem jih fasala. Neparkrat fajn. No in zdaj, če gledamo, to je pa zdaj nekaj, kar je potrebno odpustiti. Wow, kakšno idilo sem prišla. Noro! Jaz sem doma na 700 metrih, oziroma par metrov manj kot 700 metrov in tukaj bo vedno moj dom. Tako da, ja, sneg je, sneg. No, v glavnem, take stvari, kar se zgodijo, neljube, je treba odpustiti. A ne? Tukaj je toliko malo prostora, da je treba se umakniti, je prostor samo za enega. Tako. Takole, da gremo naprej. No, super. V glavnem, odpustiti ljudem, ki so nam karkoli slabega naredili. In ko odpustimo, se lahko vračamo domov brez slabe vesti. Pridemo domov brez jeze, brez stisnjenih ustnic, ampak enostavno pridemo na obisk, objamemo svoje drage, svoje domače in to je to. In zase menim, da sem to že naredila. In če vi še niste tega naredili, naredite, zaradi tega, ker je škoda vaše energije, da jo puščate zataknjeno nekje, ko ste bili stari par let mogoče, ko nekdo ni mogel dajati ljubezni, kot bi si jo zaslužili. Zdaj sem prišla, hvala, ker ste bili z mano, ker ste me spremljali med vožnjo, tako da jaz sem pripeljala na domače dvorišče, tako da uživajte, pošiljam vam sedaj en meglen pozdrav s Topol. Uživajte!